En lep dober večer, Tanja Skaza z vami v četrtek, ne 2020, malce prej, zaradi tega, ker mi je še ostalo nekaj za oddelati, tako da sem kar se odločila, da posnamem video. Najprej iskrena hvala za vse srčne čestitke, ki ste mi jih danes poslali. Danes drugače praznujem 47. rojstni dan. Bil je čudovit dan, vem, da bo še čudovit večer. Jutri me mož pelje v Pariz za darilo, da vidite kak šopek. To pomeni, vsako leto mi kupi še po eno vrtnico zraven. Tamle v dnevnem prostoru imam polno rož, še polje tako vse povsod pomalo razdelim, tako da, življenje je res lepo. Tako da mogoče ena afirmacija, ki je tako 2 dni nazaj, ki sem se res jo ponotranjila, tako na polno sem jo ponotranjila, poslušajte to. Uživam življenje in vem, kdo sem. Uživam življenje in vem, kdo sem. Vsi tisti, ki ste že odpravili blokade, vzorce, ki ste spustili karkoli pač že imate, lepo je tudi vi ponotranjite tako. Dajte jo začutiti in naj bo to vaša afirmacija za naprej. Tako da iskrena hvala, res čisto sem, nisem še vsem odgovorila, ker pač danes tudi videli boste, jutri bom pokazala, kako sem naredila, ker vedno meni moji naredijo presenečenje v podjetju in potem sem prosila moje, da če pa lahko tokrat malce drugače in boste videli jutri, kako sem pač to naredila, da sem tudi njim pokazala to srečo. Ok, to je pa za jutrišnji video. Najprej čin, malo bom spila, da vidite, da tudi, pa danes sem že spila 2 šampanjca, ta je 3, tako da danes bom videli, kak je video, če je kaj drugačen, ker sem malce opita, nisem pa pijana. V redu? Imam pa še vodo zraven. Ok, dragi moji, danes bomo govorili o čudoviti temi, predvsem, drage moje. Danes je namenjena tema tistim dragim ženskam, ki so podobne meni, saj tiste me gledajo. Tiste, ki so podobne meni, me gledajo, tiste, ki me nimajo rade, bojo slišali, zakaj me nimajo rade, ker si želijo točno to in to imajo noter v sebi, sem še niso to zavestile. Ok, kaj je današnji video, o čem je govora, sem si kar izpisala, da bo mogoče lažje. Lep večer vsem, čisto vsem. Čisto vsem. Res vam želim en čudovit večer. Morate vedeti, da danes je že moj 270. video. My God, koliko video sem že posnela. Ali smo ženske lahko drugi ženski v oporo? To pomeni iskreno drugi ženski v podporo. Naj kar dodam. Definitivno ja. Kljukica. Samo ženska je lahko drugi ženski v podporo. Povem zakaj? Zato, ker ženske dajemo življenje. Ženske gradimo odnos. Najprej ga gradimo do sebe in ko ga zgradimo do sebe, ga gradimo naprej. Ženske smo steber družine. Vedno smo ženske tiste, ki smo lahko drugi v podporo. Vendar, če ženska seveda si dovoli odpreti in pogledati v svoje rane in tudi jih reševati. To pomeni, da se zaveda, da ni vse mogočna, da je marsikaj tudi ona, ki je slabo naredila, da ne vidi vse druge krive, ampak da začne kopati po sebi. Tako da to definitivno. Stave, katerega sem prepričana, da ste ga že ne vem kolikokrat slišali, ste slišali, da za vse vojne tega sveta so bile odgovorne kdo? Ženske. Kaj to pomeni? Pa ženske znamo vse. Ženske znamo spodbuditi odnos in ženske ga znamo tudi malo zakuriti. Zato je veliko odvisno, drage moje, od nas. Danes, tako kot pravim, bi si predvsem želela, da me poslušate tiste moje drage dame, ki ste mogoče podobne meni, ki ste kdaj osamljene, ki greste v kot, ko naprimer, to je zavodje. Ok, bom en stavek dodala. Spomnim se, ko sem še bila v Zlatarni, mi je direktor takrat rekel, lej, če hočeš biti vodja, pa pol tudi kaj več kot vodja, se zavedi, da boš vedno osamljena, da pač ne moreš imeti zdaj krog ljudi, ki bojo okoli tebe in te občudovali te bodo ljudje zunaj, ampak znotraj pa težko. Zaradi tega, ker kaj je? Jaz sem odgovarjala vodji, imela sem pa pod sabo 250 žensk. Že takrat sem imela, pri 25 letih sem imela 250 žensk. Oh my God!
To pomeni, da sem obdana skozi ženskami, zato pravim, da to vesolje me sigurno vedno tiši k ženskam. To, da sem pa malo rdeča, mi je pa moj mozak kuril tako lep kamin in je prav vroče že v tem mojem zimskem vrtu. Ok, kar pomeni, da vodje, to sem hotela, drage moje, vse tiste, ki ste vodje, vem, kaj se vam dogaja in o tem bom danes govorila. Vem, da ste včasih kdaj same, da nimate se komu zjokati, da se raje zjokate same, greste v sobo pa se zaprete, ko vas ful boli, nimate komu govoriti, nimate komu povedati. Potem dogaja se vam, drage moje delodajalke, drage moje res voditeljice, marsikdaj, vsi lahko ogovarjajo vodjo, tako kot se je mene ogovarjalo, pa najbolj ženske. A ste že kadarkoli v življenju slišali, da se moškega lahko tako ogovarja kot žensko? Ne, moški je občudovan. Ko pa ženska reče resnico, takrat pa je najhujša. Še posebej, če jo reče ženski. Tako da, ne. To je pač svet in je to treba sprejeti, vzeti v zakup in bom danes malce podelila, zakaj je temu tako. Zakaj je temu tako? To pomeni, ali smo lahko v podporo, vsekakor. Zakaj sem pa začela ta video? Kaj me je nagovorilo k tem videu? Te moje drage dame, ko se mi prijavijo na coaching, ko se mi prijavijo na obrede, ko se mi prijavijo na akademijo, ali pa kamorkoli mi rečejo, joj, ful nisem rada v ženski družbi, raje sem v moških, žensk se bojim. Zaradi tega, in mi se bomo danes tega dotaknili, Ponavadi je marsikatera ženska, tako kot jaz, zaradi takih žensk postala uspešna. To pomeni, jaz nisem imela čas koga ogovarjati, se smejati, karkoli. Zdaj, če pogledam v Velenju te moje sošolke, ki je marsikatera kot otrok imela kaj za mene zapovedati, ko jaz danes pogledam, kje sem, še vem, da danes trpijo zaradi tega, ker sem tle. Jaz sem pa že to davno izpustila. Že znal nisem spustila. To pomeni, ko nas je nekdo ogovarjal, ko je imel karkoli za nas zapovedati, če ste bili takšni kot jaz, ste imeli tisti ego željo potem, da nekomu dokažete, da vi tudi zmorete. In potem ste na tak način rasli. Ampak ste zato rasli večinoma sami. In to je tisto, kar rada poudarjam, ker mi potem reče, ampak nimam komu povedati, kako naj jaz kot direktorica komu grem potožiti. Draga moja direktorica, nimaš komu potožiti, razen sebi podobnim. To pomeni podobno mislečim. Nažalost ne gre, da potožiš svoji sodelavke ali svoji, ne vem, podrejeni, tisti, kateri daješ plačo ali tista, katera je odvisna od tebe. Tu je napaka. Tu bi res rada povedala, da to je na nek način napaka. V službi smo zato, da skupaj soustvarjamo zgodbo za korist organizacije, korist podjetja in da mi skozi to zgodbo rastemo. Ko pa izbiramo prijatelje, izbiramo pa na način prijateljev, da izberemo nekoga, ki nam je podoben. Res je zelo, zelo pomembno, da na drugi strani začutite vašo prijateljico, vašo tisto, katerokoli imate, da vam privošči to, kjer ste danes. Če čutite, da vam ne privošči, to meni, da imate še vi nerazrešene vzorce tudi pri sebi, ampak poanta je v tem, da takrat pač ne greste tam razlagati. Ne greste. Zakaj je dobro se potem družiti s podobno mislečimi? Zaradi tega, ker delite iste izzive in lahko skupaj rastete. Ker vi tako in tako ne znate biti žrtve. Vi vse, kar znate, zavihati rokave in akcija iti naprej. In to je tisto, kar znate najbolje. Ko se znajdete v vlogi žrtve, vsaj pri meni je tako. Jaz sem se odločila, da jaz ne želim biti terapeutka. Glejte, hodim na transakcijsko analizo, pa iskreno povedano, ne vem zdaj, ali bom dokončala vsa 4 letnike, ali me bo pot kam drugam zanesla. Definitivno, kaj se res vidim, da res nisem psihoterapeut. Zaradi tega, ker nisem oseba, ki bi negovala tisto žrtev, nisem oseba, ki bi teplala nekoga, vendar sem oseba kot mentorica, kot coachinja, ki želim, da vsak sleherni dan rastete in da ste boljši. Vsak sleherni dan rastete in ste boljši.
In resno, to takrat, da poudarjam, pa srčno, pa bom ko papika ponavljala. Ko greste tam, da vas nekdo potepta, pa reče, ja, sej te zastopim, sej si bogi, to pomeni, ta oseba skupaj z vami sta v vlogi žrtve. Če pa reče, saj te razumem, a kaj zdaj naredila? Kaj bo zdaj naredila? Kaj bo spremenila v svojem življenju? To meni, da vas bo dvignala gor. Če tega navzgor ni, smo na istem nivoju, ostanemo na istem nivoju. To meni, rabimo korak naprej. Ok, to pomeni. Vse tiste, ki mislite, da se je treba izogibati žensk, ne, drage moje, prvo se izogibate sebi. To tako veste, kar rečete, joj, ne upam se družiti s temi ženskami, prvo se izogibate temu, ker nočete sprejeti to, kdor ste. In hočete ugajati. In če ste med ženskami, pomeni, da ne morete biti to, kdor ste, ker je treba se pokazati, da ste fletni, da ste lušni, da vse razumete, da vse nehite. No. Prosim, lepo nehite, to maske je treba dati dol. Preko date masko dol, živite bolj srečno življenje. My God, jaz sem dosti krat nosila masko na ta način za okolico ali pa rečemo za podjetje, da bom ja dobra delodajalka. Bolj ko sem nosila, bolj ko sem hotela biti, ugajati sem, bolj so me kritizirali. Bolj ko sem bila to, kdor sem, bolj so sprejeli to, kdor sem. Zakaj? Ker sprejmejo takšen, kot si in sprejmejo, da imaš pluse in minuse. In če delujete iz srca, verjamte mi, da to tudi prenašate na svoje sodelavce. Ok, to pomeni, da ste lahko v podporo, vendar podobno mislečim. Podobno mislečim in takšnim, ki ne želijo biti v vlogi žrtve, ampak ki želijo zrasti. Jaz resnično včasih se vprašam, zakaj sem zrasla in to bi danes rada delila z vami. Kaj je mene pripeljalo, da sem danes tukaj, kjer sem? Pa bom majčken povedala nekaj takih, čeprav danes je tak moj dan, da ne bi sploh govorila o tem. Danes bi vam rekla, dragi moji, vse je ljubezen. Danes tako lepo so mi moji voščili, naj ostanemo ljubezni, živela ljubav, samo ljubezen, ker ti v ljubezni se vse skriva. Bolj ko znamo ponotranjiti ljubezen pa joy, bolj znamo začutiti to lastno vrednost, začutiti vse tisto, kar je prav, da smo lahko uspešni. Ok, gremo pogledati, kaj sem si napisala. Ja, rekla sem, da bom malce bolečin podelila, ker s tem, da boste tudi vedeli, da ponavadi je uspešnim ženskam najtežje. Ne samo uspešnim ženskam. Jaz zase bom povedala tako kot čutim, pa to ni samo hvala, ampak to čutim. Jaz zase čutim, da sem lepa, pametna, uspešna, srčna, karizmatična, vse to čutim. Evo, živela ljubav mi je napisala. To pomeni, in če to čutim, če je katera, ki ima močne vzorce, jo lahko moti to pri meni, v resnici si pa ona vse to želi, kar sem jaz. In ona ima to noter v sebi, samo če je pripravljena delati korake. Kakšne korake? Na tak način, da reče, kaj lahko naredim, da pogledam, kaj me to moti, da ne morem zrastiti in postati to, kdor sem. Tako da, drage dame, srečevale se boste. Kako lepo mi je napisala ena moja ambasadorka. Seveda, da žarim, Alenka, kako žarim, žarim malo od šampanjca, pa žarim od kamina. Čisto sem že žareča, prav žareča sem. Tako da, zlate moje, vse tisto ogovarjanje, kaj ga imate, zdaj bi se tega še dotaknila, čakaj koliko minut, se ne vem, sploh kdaj sem začela, ampak v redu, da moram še malo tega dotakniti. Malce mojih bolečin. Zakaj sem danes to, kdor sem? Najprej naj vam povem eno, tako se nekaj, 2 stvari vam bom povedala, kaj me je, ja, hvala Lenka, ja, hvala, verjetno želim. Kaj me je pomaknilo na to, da sem to, kdor sem? Definitivno to, da se nisem ukvarjala z okolico. Če pa sem se ukvarjala z okolico, ko je okolica rekla, to pa ona sploh ne zmore, to pa pri njej sploh ne bo šlo, je mene glih pognalo to mojo energijo, da sem rekla, jaz bom pa zdaj pokazala, da zmorem, da vsekakor zmorem. In res je, danes sem mojim zjutraj rekla, čin. Danes sem mojim zjutraj rekla, moji družini, ker to
To me tako lepo pričaka. Vsaj, dragi moji, imam 2 čudovita sina, se boste videli, kako sta res ta čudovita sinova, čudovitega partnerja, ki ste ga lahko spremljali na zadnjem videu, pa se bo še kak video se posnel. Z mano imam čudovito mamo, brata, taščo, čudovito, res, neverjetno, kako smo, krasna družina. In da rečem danes, da jaz vem, da sem uspešna, karkoli bi delala. Če bi piškote pekla, bi bila uspešna. Ana? In rečem, to leto si pa želim, da se še bolj začutim z družino v srčku, to pomeni resnično, napolno. In danes rečem mojemu bratu, tako ko je sedel zraven mene na kosilu, rečem, bolj se bova družila, bolj se bova družila, še bolj se moramo družiti. Mlajšemu sinu rečem, še bolj si želim tega tvojega najnega Joja, ki ga je mama. Ana? Ta starejšemu sinu sem ga danes jutri šla zbuditi in rekel sem, še bil čisto v zenu, Ana. In sem mu rekla, res si želim, da se najina srčka čim bolj povežeta, Ana, da res začutita, da ni tle nobenih omejitev. Tako da srčno upam, da si boste tudi vi to zaželeli. Danes sem malo tako, malo tu, malo tam, mogoče pa tudi malo od šampanca, Ana. Upam, da mi ne zamerite. Pa cel kup sporočil mi še prihaja, pa sem gor pa dol devam. Ok, gremo pogledati malce moje bolečine. Tiste rane, ki vas lahko pripeljejo do zmage, kje ste danes. Jaz sem napisala 1, 3, 4, najprej moje rane, če vidim, kam sem jih dala. Ja. Tiste rane, ki so me pač pripeljale, rane. Se ne vem, če bi prav rekla rane, ano? Ne vem, če bom rekla rane, bom mogoče malo drugače rekla. Mogoče da začnemo tako. Ko je ženska enkrat uspešna, je dosti težje se nekako, ne vem, bom dala primer. Ko sem napisala knjigo, izzivi. Veš, kako je dobro, ker jaz sem tako rekla, Lenči, kaj si me spomnila? Mogoče mi bo to dalo elan, da govorim o ranah, po bolečini, če je moj rojstni dan, pa ne čutim nobenih več ran. In sicer, danes sem si zaželela in lepo prosim, drago vesolje, pa vsi tisti ljudje, ki me gledate zdaj, da me podprete. Želela sem si tako, nekaj želj za družino, te, ki sem vam povedala, zdaj pa želje tako. Evo tako, se veste, da imamo vsi enega Boga vzgorja. Drago vesolje, omogoči mi, da vsak Slovenec ali Slovenka, se pač karkoli je, enkrat na leto gre na obred ljubezni, da odpre srce. To meni, da ga odpre. Zaradi tega, ker pol bo znala začutiti ta oseba, ne bomo več imeli tistega obsojanja, sodbe, nič ne bo tega. In ta drugo, kar si želim, da gre na zdravljenje. Da gre na eno zdravljenje na ajuvasko. Na ajuvasko. Jaz vedno rečem, tisto, ko hoče delati z mano, lepo prosim, na obred. Lepo prosim, to ni nobena vera. To nima veze z vero. Zadnjič sem napisala eni dragi gospe, ko sem napisala v postu. Vsi bogovi so se združili, oni so se srečali, oni se ljubijo, oni se imajo radi. Mi se še moramo imeti radi. Oni se imajo že vsi radi. To in ta tretja zadeva, kar je. 3 leta, da se polnijo moje akademije, ker potem čez 3 leta bojo pa moje ambasadorke to širile naprej. To, kar bom sedaj povedala. To bojo delale moje ambasadorke, to nam delala več jaz. Ker to bojo moje ambasadorke, so vse šle čez to. A veste, ko meni punce pridejo, moje punce grejo skozi vsako bolečino, one ne pridejo k meni se nahlastat, one grejo skozi bolečino, da se osvobodijo, dajo en rukzak dol in se napolnijo svetlobe. To pomeni, ne da priješ kar tako malo la. Ne, to delamo na križarki, bomo lahkotne. Tam bomo lahkotne, na žuri bomo lahkotne. Na akademiji, na obredih pa delamo na tem, da resnično gremo v svetlobo. Totalno svetlobo. Ok, v redu, čez 3 leta, drage moje, zdaj tiste, imam še nekaj prostih mest, dajte tiste, ki vem, da vas je. Nehajte več razmišljati, to je nezaupanje. To je čisto nezaupanje. Zdaj spuste, zdaj mi zaupite, da boste prišli tja. Ne razmišljati. Pa še to, danes je prišla moja zlata
moja zlata ena ambasadorka k meni, mi je prinesla čudovito darilo in je prije k meni pa reče, Tanja, ki se pogovarjam, pa ne reče, da je predraga akademija. Pa rečem, punce, jaz vam lahko dam vse. Jaz vam dajem in ljubezen, in posel, in lastno vrednost. Ne morete meriti naložbo vase v zneskih. To je potrebno samo spustiti in to sprejeti. Veste, to je ta prva zadeva. Ok, to pomeni 3 stvari, katere si želim. Eno obred ljubezni, eno ajo in da je akademija vedno polna ljudi. Še 3 leta se bo akademija tako, rabim še nekaj teh mojih žensk, da bojo ponotranile, to pomeni sodbo, lahkotnost, hvaležnost, da bojo ponotranile, da bojo to lahko potem, da bojo znali te uvide ali preizkušnje se soočiti. No in zdaj se bom nekaj teh dotaknila. Rane. Ne bomo rana govorila. A je možno, da ne? A je možno, da ne? Pa če nimam, rane so me pripeljale danes, ki jaz sem. Naprimer, eno naj podelim z vami. Jaz poznam eno znano osebo, ker tudi ona mene pozna zelo dobro. In sem jo vprašala, čisto na začetku, ko sem napisala knjigo, če bi želela predstaviti, če bi želela ozdraviti bolečino z odpravo blokade vzorcev in evo, super, evo, zdaj si Simona napisala. Tako da moje drage punce zdaj kar pišejo, izzivi pa še pa lahko, tako da kar pišite moje sončice, pišite, ampak se boste vi pol to delali naprej, eno mojo znanko sem prosila, a bi ti meni naredila to, ker jaz se ne vidim, da bom kot Tanja Skaza šla zdaj, daj me, da grem lepo na televizijo, predstavim knjigo, zakaj sem napisala knjigo, kaj želim s to knjigo sporočiti, in naj vam povem, da nisem prišla notri. In potem sem si rekla, ok, Lukica, v redu je, mene vesolje že drugače daje. In zato pravim, v življenju vedite, če se vam ena vrata ne odprejo, pomeni, da ste toliko močni, da lahko greste, da boste prišli skozi druga. In to pravim, ženska ženski, če imamo to, kar bom zdaj naštela, je res prav, da se malce umaknete. Je res prav, da se malce umaknete. Ok, to sem povedala za knjigo. Marsikaj bi vam lahko povedala. Res marsikaj. My God. Pa di še eno. Ta se mi tudi zdi taka dobra. Da veste. Leta 2010 sem ustvarjala, smo naredili našega prvega organka. Dragi moji, a vi veste, da je ena Skaza naredila recikliran produkt, ki se danes prodaja po celem svetu. Produkt, pa ki še daje nove produkte. Jaz se opravičujem, ampak to govori iz mene srce. To ne govori prodajnica. Ja, prodajno srce, ampak polno ljubezni. In sem na Velenskem, na naši velenski občini prišla in so mi že rekli, da bojo oni prvi vzeli 5000 organkov. 5000 organkov, da bo to vzela naša velenska občina. Dragi moj župan, jaz imam župana našega ful rada, da to nima veze s tem zdaj. To je bilo 2010, a veste, koliko let je že to nazaj? 13 let je že to nazaj. In mi je ena izmed tistih uslužbenk rekla, da to pravim, my God, jaz si sredno mislim, drage moje, vsaka bolečina, zahvalite se, za vsaka napaka vas pripelje pa bolečina, da zrastete. Mi je ena izmed teh uslužbenk rekla, če mi zrihtate tam pa tam službo, bodo organki šli v vse občine. Če mi ne zrihtate te službe, organka nobena občina ne bo videla. In jaz se nekaj, prosim. No, vidite, dragi moji, jaz nimam nobenega botra nad sabo, zato lahko vse govorim. Mene vprašajo, kako upam vse povedati, o ajuaski, o ne vem čemerkoli. Dragi moji, jaz vse, kar delam zakonito, iskreno in iz srca. In takrat sem pač rekla, da to pač ni moja pristojnost in jaz to ne morem. In res je bilo tako. Niti enega organka tistim občinam nisem prodala. Zdaj pa, a veste, jaz izhajam iz tega, ko ti delaš uslugo, jo moraš vrniti in potem si v začaranem krogu. In zdaj zato jaz zastopim, zakaj eni ljudje so skozi v začaranem krogu. In evo, zdaj sem se odločila, mogoče bomo pa zdaj probali našo občino, ker so se malo zamenjali ljudje, da vidimo, a bo spet tako potekalo, bomo spet mogli komu kaj obljubiti.
No, jaz tako ne funkcioniram. Ok, zdaj gremo pa neke stvari, katere se mi pa zdijo, da pa dobro, da veste, še iz mojega videa, a bo 40-minutni video, naj mi napiše, a bo 40 minut, ker imam še danes arhitektko za dodelati moje nove pisarne, ker odpiramo v inštitutu nove pisarne. Tako kot sem rekla, kot človek dela s srcem in potem tudi gre in to ne rabi razmišljati, da bo prišlo. Kaj bi to rada enkrat ne znam to podeliti, veste, ko vidim ženske, ki se matrate, pa mislite, saj Tanja lahko, ko ima denar, pa saj Tanja na inštitutu ni imela nič denarja. Hvala Simonca, 5 minut še imam časa. Tanja na inštitutu ni imela denarja, pa ustvarja denar, pa ustvarja obilje, pa ustvarja, pa se dela nekaj, pa ne da se ustvarja. A vi veste, da za vsako prebojeno dušico, ko jo prebudim, jaz vidim 1 milijon. In naprimer rečemo, da sem že prebudila 130 dušic. 130 milijonov sem že zaslužila. Več kot skaza. In teh 130 milijonov dušic, 130 dušic, je svoje družine polepšalo. Vsaj 3 člansko družino. Vsaj 3, tako naprimer, da je moža, pa še hčero ali pa sina. Tako da, oh my god, to samo leti. To je obilje. Gremo še na kratko. Evo, Barbie, kmalu prihajam. Drugače, ena izmed mojih strank mi tudi opremlja, mi dela interjeri. Tako da, če se spomnite, kaj sem rekla. Ko sem začela delati v inštitutu, sem rekla, čisto vse, kar delam s tistimi strankami, katerimi delam, tiste stranke bodo delale zame. Naprimer, moja ena stranka dela z mano in mi dela spletno stran. Druga stranka dela z mano in mi dela marketing. Tretja stranka dela z mano in mi dela, evo, interjeri. Četrta stranka dela z mano in mi dela nabavo. Tako da, nema, tako je prav, da si pomagamo, opolnomočimo ena drugo. To je najlepše, ne pa tisto, ko mislimo, ko smo zavisne, pa ne privoščimo drugi. Hvala vsem za lepe želje. Dobro, gremo zdaj pogledati te stvari, katere bi želela, pa mogoče vseeno danes deliti z vami. Nekaj takega. To se mi ponavadi dogaja, začutim, mogoče, ko grem na šolo, ker je veliko žrtev, pa iz teh žrtev vidim, koliko je teh noter vzorcev. Najprej, da eno zadevo razčistimo. Resnično, da razčistite in da si to, zdaj še rabiš eno za reklamo. Ne vem, kira je, ampak eno že. In sicer, lepo prosim, da si to, če kaj iz mojega videa, samo to si zapomnite. Res, samo ta del si zapomnite. Hvala vsem mojim sončicam, ki mi lepo pišete, tudi moškim. Ko oseba sebe ne spoštuje, ne more spoštovati vas, ne morete zameriti tej osebi, res ji ne morete zameriti. Kako boste zamerili osebi, ko čutite, da sebe ne spoštuje in pol ona vas užali in vi zdaj zamerite, pa dejte no. Pa zdaj, če spoštujete sebe, veste, naprimer, jaz točno vem, ko nekdo, jaz imam v moji šoli, v transakcijski, imam čudovite sošolke in sošolce. Ampak res me, tako, ko mislijo, da me imajo radi, sem še nimajo srčka odprtega, tako da malo me imajo radi, malo me nimajo radi, pa malo me spoštujejo, pa malo me ne spoštujejo, ampak to, kar oni imajo v sebi, to lahko dajo. Če jaz sebe spoštujem, potem lahko vas spoštujem. Če imam sebe rada, lahko imam vas rada. Če lahko sebe cenim, cenim vas. Če verjamem vase, verjamem v vas. Če znam oceniti svojo lastno vrednost, verjamte mi, da boste znali vi oceniti svojo lastno vrednost. To je normalno. In zdaj se vežemo samo na 3 stvari. Ko vi sodite druge, obsojate, ta ni naredil to, ta je takšen. Dragi moji, vrne se v kompletu k vam nazaj. Vse se to vrne k vam nazaj. Pomeni, vi ste zdaj obsojali nekoga, primer, mene sošolke komi čakajo, ene me komi čakajo, veste, kako je fajn, tam me napaditi. Ja, kaj pa lepšega, če pa delamo transakcijsko. Komi čakajo, kdaj one pridejo na vrsto.
ampak se ne zavedajo, da bojo potem po drugi strani one dobile sodbo. Pa ne rabijo od mene, ker mene tek nimajo kje dobiti. Jaz sem poslušam pa rečem, točno gledam, tam ima take vzorce, tam ima one vzorce. To pomeni, ko sodite, ne glede na to, če vi sodite svojega otroka, boste to dobili v službi. Če vi sodite v službi svoje zaposlene, če vi sodite, po vas sodu vaš otrok. Draga moja, čez minutko ti pošiljam zadnjega, ker bo 30 minut mimo. Evo to. A vidite, kak je panka, imam tudi uro zraven. Sodba. Vedno, ne glede na to, kar je, izhajate iz tega. Ali je to na osebnem področju, ali pa na poslovnem področju. Vse se vam vrača. Da vidimo, kje sem še dala dve. Če ponižujete ljudi, pa zakaj? Vi ponižujete zaradi tega, ker vi sebe nimate radi. Vse, če bi vi sebe imeli radi, veste, da ne bi ponižvali, zato ker veste, da ko ponižujete drugega, veste, da ponižujete sebe. Nikogar drugega ne ponižujete, samo sebe ponižujete. A Simona Mišta mi je prijel že tale šampanc, jaz me ne morem dostaviti. Čakaj, moram malo vode spiti, ker že ne, sem čist že rdeča. Ko ponižujemo, to pomeni druge, avtomatsko ponižujemo sebe in to imamo ful močen vzorec, nisem dovolj dobra. Tako da rabimo tisto sabotažo, povej mi, da nisem dovolj dobra, povej mi, da nisem vredna, povej mi. Ne rabite tega, za Božjo voljo, ustavite se. Gremo naprej, ker ne smem več. Tle sem napisala, če ponižujemo, se res nimamo dovolj radi. Res se nimamo. Pejte pozdraviti notranjega otroka. Najte nekoga, naj vam pozdravi notranjega otroka. Ampak najte osebo, ki ima pozdravljenega notranjega otroka. Ne taka, ker še sebe zdravi. Ko vam bo takega pomagala zdraviti notranjega otroka? Gremo naprej. Če napadamo, sem pa pregovorila. Kaj pomeni, če napadamo? Bomo napadeni. Zakaj napadamo? Zato, ker se je naš notranji otrok prebudil. Ok, čin, drage moje, zdaj bom mogla končati, dragi moji. Naj končam še zadnjo misel. Nekaj mešev imam odprti za akademijo. Dej za Božjo voljo, nehite tuhtati. Ker tuhtate sem tiste, ko skozi analizirate. To. Naložbo naredite vase. Kaj razmišljate zdaj? Bom to, kaj bom dobila? Pri meni boste dobili vse. Povem po resnici. Dobile boste ljubezen, dobile boste bolečino. Definitivno boste dobile. Kako pa mislite, da boste rasle, če ne boste skozi bolečino rasle? Tretja zadeva. Dobile boste definitivno lastno vrednost, zato ko se boste same naučile. In kaj je pa najbolj pomembno? Največje ogledala boste dobile. Z tistimi ženskami, s katerimi ste bežale. Ko mi bežimo od žensk, kaj to pomeni? Bežimo od sebe. To je najlepši stavek, ki mi ga je povedala ena izmed mojih ambasadork novih akademije. Mi je rekla, skozi sem bežala od žensk. Zdaj, ful je lep stavek, zato sem ga ponotranila. Skozi sem bežala od žensk in pol sem ugotovila, da bežim od sebe. To je to. Dragi vse, ki poslušate, dobile boste spet sebe. Ja, res je. Da zaključim z eno mislijo, ker je danes moj rojstni dan, jutri potujem v Pariz, poslala vam bom video, da vidite, kako sem moje drage sodelavce jaz danes za moj rojstni dan, ne oni mene, oni so malo mene, jaz pa pol njih nazaj, razveselila. Tisti, ki ste dali sodbe čez, ki ste dali marsikaj čez, ko res dovolite čutiti svojo korenino, dajte ponotranjiti to afirmacijo, uživam življenje in vem, kdo sem. Ampak to veste takrat, ko ne ponižujete, ne ogovarjate druge, ko ste odprte za življenje in veste, da se vam vse dogaja v vaše najvišje dobro. Tako da lepo prosim, podprite moje 3 želje, vse 3 želje, katere so enkrat obred ljubezni, da se napolnite z ljubeznijo, da res ste ljubezen, drugič, da ozdravite vse bolečine, da res žarite in da govorite tisto, kar govorite iskreno, in ta tretjič, da moje drage ambasadorke začnejo potem širiti to ljubezen naprej. Kdo lahko poruši vse stereotipe in olepša to naše okolje? Samo ženske. Vendar ne ženske, ki razmišljajo z umom, ampak tiste ženske, ki so odprtega srca. Drage moje, ne razmišljati. Jaz imam nekaj takih žensk, ko so mene hotele samo zaradi tega, zaradi koristi.
Nobeni ni uspelo, zato ko več ne padem na to. Zato pravim, ko dela srček, bo tudi vam srce pokazal pot, s kom boste delali in boste delali tako lahkotno. Rada vas imam, hvala vsem za čudovite želje. Res se čuti. Vsaka čestitka, ki mi je bila poslana iz srca, ko jo preberem, a veste, kakšne so bile? Oh my God! Rečem, takrat res vem, da sem pustila nek pečat. 130 lučk sem že prebudila, 130 milijonov sem že ustvarila, 130 milijonov se je razširilo vsaj krat 3. To pomeni 390 milijonov je Inštitut Skaza že ustvaril. Vendar ne v materialnem svetu, v srčnem svetu. Rada vas imam. Hvala za vse, hvala, da me spremljate in še danes na moj dan. Zdaj grem pa moja arhitektki pogledati, kako bomo zrihtali inštitut, potem se grem pa spet pocartati mojemu možu.